To je zelo dobro potem, ker zdaj se pogovarjamo o pravilih in kako lahko se naučimo pravila, ampak to se zdaj pogovarjamo o vaši prvi ediciji, ko je Wargame. Vi pa ste zdaj imeli Kickstarter kampanjo za board game. Te pa bi jaz sprašal, kak pa je bil ta prehod iz Wargamea v board game in vsa ta pravila, ki ste jih potem morali. Takrat tako sploh ni bilo tako težko. Ker je v bistvu hibrid med Wargameom in boardgameom. Dungeon crawler, ne? Obrazloži? Vse je cross-compatible. Ja, s tem, da Čisto vse. pravila so ful podobna. Če znaš eno ali drugo, boš v drugega šel ful hiter lahko, dobesedno pač, ne vem, 15 Dobesedno minut. 3 stavke Ja, skoraj, da. pač tako Dobesedno zelo za malo. unije, ki so v teh zadevah samo movement pa range, smo v bistvu mičkam spremenili pravila, pravi, vse ostalo ja. ostane isto. Sam Kako se konvert, premikaš? sploh nič spremenili. Pa pikica pri kombitu je malo drugače. Torej, še zmeraj je baza na našemu Wargameu, ampak je ta dungeon crawler veliko lažji, veliko bolj intuitiven za razumeti, če si pač nek player, ki še nisi nikoli dal Wargameov skozi. Mogoče tudi zato, ker smo že prej malo omenili, imamo tudi solo mode. Ja. Že v našem Wargameu obstaja solo in co-op mode. Ja. In to jaz osebno zelo rad uporabljam za učenje, ker vedno je malo strašljivo, da te nekdo uči igrati miniature Wargame in medtem ko te on uči, ga ti poskušaš premagati. Ja. To je groza. A pa sploh, če nisi pač tak človek, ki bi ful kompetitivno igre Zdaj si igral. samo. Zato se pač učiš jaz učim stvari s tem, da igrava skupaj proti nevtralnim monsterjem, za katere imamo kooperativen mode. v bistvu. kooperativen mode, kjer mu jaz z veseljem pomagam, kjer pač ni nobenega zadržka, da bi si me pomagala med sabo, ker dejansko v igri igramo skupaj. In potem imamo tudi solo mode, ki ga pač podpirajo te AI kartice, ki jih imamo za nevtralne monsterje. Ja. V bistvu, ker smo z Dungeon Crawlerjem naredili, vzeli smo ta naš solo mode in ga res razvili v nek narativ zgodbo. Kooperativ, ja. Lahko igraš ali solo, ali kooperativ, tle ni ful razlike. Glavna stvar je, da smo pač vzeli ta mode našega skirmisha in razvili zadnji zgodbo za tem Igraš proti igri, a ne? in prilagodili. Kako je to možno, ker pač Dungeon Crawl, ko se menimo, to je manjši prostor kot pa Wargame, ko imaš celo mapo, po kateri se premikaš. Tu pa pač, Zakaj pa ne moreš Wargame igrati na manjšem prostoru? Na bolj restriktivnem? naprimer, lokostrelec hitreje pride do njega? Ja, ali- mislim, ker se balansa igre tiče, se spremeni dinamika. Ampak to hočemo, ker to je realistično. Hočemo, da čutiš ta feeling, kako bi bilo, da bi bil ti tam na nekih da si zaledenelih pa- policah. Exactly. Da si ujet na neki gori ali pa se v gajem, labirintu. Ja. Ampak zato, ker plezaš na goro in nisi Ja. pod zemljo, Ja. imamo, naprimer, zdaj to je neka mehanika, pač imamo črne in bele robove tajlov. In če je bel rob, pomeni, da je klif navzdol. In lahko iz enega belega roba vlečeš line of sight, se pravi, da lahko lokostrelec strela do drugega belega roba. Se pravi, če imamo nek U-turn, pa je tukaj bel rob in tukaj bel rob, lahko lokostrelec tukaj strela čez, čeprav pač tajli grejo čez okolje. Ja, ja. Tako da se da če tudi take praviš, stvari. lahko Vsak ima svoj strelaš, cajt za blestet tako. V bistvu zgodba našega Dungeon Crawla je v bistvu, da se povzpenjaš na goro. Ja. To smo hodili malo drugače narediti. Se V pravi, bistvu da čez dungeon v gorovje bistvu gora. greš. Ta gora se imenuje Biodo, ne? Ja.